pomurski poslanec in ta trenutek še vedno kot predsednik kluba pomurskih poslancev sem izjemno zadovoljen, da na tem 8. našem regijskem obisku, da je Nova Slovenija kompletna, je kompletno vodstvo, je kompletna poslanska skupina, to se pravzaprav še ni zgodilo. In to dejansko kaže na to, da smo resnično blizu ljudem in da je Novi Sloveniji Pomurje prav tako blizu kot Ljubljana, čeprav je sedež recimo neformalne prestolnice Murske Sobote, skoraj 200 km od Ljubljane, kjer je sedež Državnega zbora, vlade in tudi sedež naše stranke. Mi smo, ko smo razmišljali o programu, se odločili, da gremo obiskati uspešna podjetja, da tam slišimo, kje so razvojni problemi teh podjetij, kaj moramo v prihodnje politiki še narediti v smislu debirokratizacije države. Prakticiramo danes, da na podjetje povabimo tudi župana tiste občine. Pogledali smo tudi uspešne oziroma zgodbe o uspehu pri pomurskem kmetijstvu. Veliko nekih birokratskih ovir smo v tem dobrem letu, kar smo bili vladi, že odpravili. Veliko problemov je ostalo še za prihodnost. Ne glede na to, kje bo Nova Slovenija v prihodnje, smo se mi seveda te probleme zapisali, vse pravzaprav jih že praktično vse poznamo, le realizirati jih moramo. Tako kot smo, tam recimo začnem z letom 2008, uspeli Prekmurje povezati avtocestno z Slovenijo. To, kot veste, je takrat močno pozdravilo pomursko gospodarstvo, seveda tudi celotno prebivalstvo Pomurja. Tako kot smo uspešno realizirali neke infrastrukturne projekte, kot naprimer dolinska kanalizacija. Tako je zdaj pred nami, oziroma tik pred izvedbo vodooskrba Pomurja. Jaz sem prepričan, da prihodnja vlada, ki prihaja, da ne bo zaustavljala vodooskrbe Pomurja in da bo ta projekt se tudi končno vendarle pripeljal do srečnega konca. Nekateri razpisi so že zunaj, lahko jih najdete na spletnem portalu javnih naročil, tako da tu smo naredili neke korake, smo pospešili to zgodbo in skrajni čas je, da tudi Pomurje dobi pitno vodo.